Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Nismo bili priljubljeni, ker bi se v časopisih pojavljale naše slikice. Priljubljeni smo bili zaradi svojega dela, je v svoji biografiji Kot bi luna padla na zemljo, ki jo je ustvarila skupaj s pisateljem Tadejem Golobom, povedala izjemna filmska in gledališka igralka Milena Zupančič. Decembra letos bi dopolnila 80 let, a jih žal ni dočakala. Ob njenem slovesu bomo poslušali ponovitev pogovora, ki se je odvil na odru Cukrarne na prvem audiofestivalu Radia Slovenija leta 2022. Izhodišče je bila zvočna knjiga po biografskem romanu, ki jo je Milena Zupančič kar sama prebrala. Danes bom z vami Žiga Bratoš in lepo pozdravljam gostja Milena Zupančič. Dober dan, pozdravljen. Za ogrevanje pa tole, je bilo kaj naporno poleti snemati zvočno knjigo? Je bilo kaj vroče v studijih? Kar precej naporno je bilo, zelo naporno je bilo. So bili tisti hudi vročinski valovi, ne? Ampak dobro, tam je bila klima, to je res, ampak vseeno je bilo. Naporno je bilo v vseh smislih. Jaz sem mislila, da bo to kar enostavno, ne? Ko so mi rekli, če bi jaz brala, sem rekla, seveda bom sama, ker je lahko najbolj vrhunska igralka, ampak ona ne vedela, kakšna beseda pomeni. To sem mislila, da je to enostavno. Ko sem pa začela brati, sem bila pa kar precej razočarana nad sabo. Namreč sebe, ti tuj tekst lahko interpretiraš, svojih besed pa svojih misli pa ne moreš, pa ne upaš, pa malo se nazaj držiš, pa tako da je bilo kar naporno. Škoda, no, da Tadej, ki je pravzaprav glavni krivca za to knjigo, sedi tamle. Jaz sem navajena, da je zmeram zraven mene, ker sva midva s knjigo, sva prebrodila Slovenijo po dolgem in počez, sva imela neverjetno veliko teh srečanj z bralci in zmeram je bilo super. In tako mi manjka mi. No, ampak se je blizu, pa bo lahko kaj povedal. Tudi kaj o tem, kako sta res potovala po Sloveniji, ampak ta vaša ustvarjalna moč je res izjemna, ne? Če se ozreva slabo leto nazaj, to noč sem jo videl, recimo v SNG Maribor, ste prvič pravzaprav sodelovali, nastopili z mariborskim ansamblom. Snemali ste hrvaško serijo Območje brez signala, tudi z Markom Mandićem, recimo, pa v mini teatru Vse ptice, pa Cement Beograd, za katero vlogo ste tudi dobili nagrado Tatjane Lukjanove. Se pravi, kako ste logistično obvladovali vse to? Jaz moram reči, da same predstave, pa delo na predstavah, to jaz pravim, da se gremo v teater spočiti. Ni nič hudega, nič napornega. To je to. Mislim, malo je človek včasih živčen pa prestrašen, ampak to ni nič tako hudega. Logistika je pa grozna. To so bile te 2 leti covida in jaz sem potovala kar naprej. Jaz sem samo kovčke menjala, nisem sebe srečala, da ne rečem, neštetokrat sem se testirala. Ta logistika je tisto, kar je naporno, ostalo pa ne, ostalo meni ni naporno. No. Pri predstavi Cement Beograd je bil pa poseben izziv jezik. Ja, je bil. Jaz sem včasih zelo veliko delala, seveda po vsej celi bivši naši državi in tudi jezik, še kar obvladam. Ampak pol je bilo pa vmes veliko let, ko sem mal, če ti to stalno ne govoriš, če nisi sred teh ljudi, vendarle ni fajn, Tako da mi je bilo to en dodaten del. Imela sem sjajno lektorico, pa seveda, ker sem bila del časa tam med njimi, je tudi jezik mi postajal zmeraj bolj domač. Ampak jaz sem imela dodaten del, in zdaj, če v zvezi s tem, sam še to dodam, ker sem pa vedela, tudi če
dobro, recimo za nas dobro govorim srbsko, nisem pa Srbkinja, ne, to se pa vedno malo pozna. Edini ta, ker so trije cementi, ne, ampak ta beograjski cement je bil edini, ki je bil na novo napisan tekst po Millerju. In sta bila glavna junaka, ne, mislim to, ker so z mojim partnerjem Mikijem Krstičem v drugem delu, njegovo ime je bilo Dušan, moje ime je bilo pa Milica. In sem jaz potem predlagala, pa so se vsi seveda strinjali in smo res spremenili. Sem rekla, Milica je tako tipično srbsko ime, ne? Dajmo mi eno ime njej, ki je lahko in slovensko in srbsko. No, in tako sem postala Sonja. Za Dušana smo pa tudi spremenili, ker to je bilo pač, smo začeli delati tako rekoč po tej Dušanovi smrti in teh njegovih boleznih. Mene ne bi nič motil, mislim, jaz to vse zdržim, ne? Ampak sem rekla, če je ena oseba v dvorani, ki ve, kaj se je z njim zgodilo, kaj je, ne, sveže, ker je tudi zgodba, ne, znotraj tega cementa zelo podobna. Vseeno pa, če je eden v dvorani, ne bo znal gledati predstave s pravimi očmi. Mu bo to zvenelo, kot da je to nekaj preveč privatnega. In smo njega pa spremenili v Miloša. In naj bo to iztočnica za prvi odlomek iz zvočne knjige, Kot bi luna padla na zemljo. Odličen igralec si lahko v okolju, ki ga poznaš, kjer poznaš mentaliteto ljudi, kjer poznaš njihova čustva. Lahko se naučiš tujega jezika celo perfektno, čeprav ga nikoli ne boš govoril tako kot domačini. Ampak o vlogi boš razmišljal pa po slovensko. To je zmeraj hendikep. Niti treba v Hollywood, če hočeš narediti dobro vlogo, posneti dober film. Saj poznamo odlične majhne kinematografije, dansko, islandsko, romunsko, ki nas je tako zelo prehitela. Lahko nastopiš v domačem filmu, ki pa gre potem ven in tam doživi svojo slavo. Ko se pogovarjamo o tem, rada ponudim šaljivo primerjavo. Naj bo Brad Pitt sijajen v hollywoodskih filmih, lahko je še taka zvezda. Ampak v filmu Moj ata socialistični kulak si ga ne znam predstavljati. Ko sem se pogovarjal s kolegico zvala Nino Zagoričnik, je rekla, Milena Zupančič je taka igralka, me spomni na Judi Dench. Dej vprašaj, a bi ona igrala v Jamesu Bondu, če bi kdaj dobila priložnost. To bom vprašal. Se je dobila. Ni skrbi. Ja, bi že se zmislila kakšno ime, ki bi bilo lahko slovensko, angleško. Ko tako prepoznavna igralka, kot ste vi, ustvarjalka, ki pravzaprav v njej mislimo, da vemo vse, še pripravi biografijo, jo še sama prebere, sploh še kaj ostane neslišanega, neprebranega, je karkoli, kar se ne da zapisati, mogoče? Veliko, a ne tadej. Ne, seveda ne, mogoče že sicer je ta knjiga kar precej debela, ne? Še marsikaj, ampak tudi ni čisto vse, da bi bilo za javnost, a ne? Kako je pa z domišljijo? Zato, ker ustvarjalni ljudje imajo bujno domišljijo in ta objektivnost se z leti v zgodovini verjetno vseeno nekoliko spreminja. Kako je pa s tem? Ja, seveda se zelo spremeni, ne. Mislim, mogoče sam jaz tako mislim, ampak recimo, ko sem bila jaz otroka, ne, ni bilo jasno, ni bilo še televizije, ne, kamoli razni Instagrami, pa ne vem kaj vse. Ampak smo bili prepuščeni sami sebi, ne, in zdaj, ker sem jaz iz podeželja, smo bili otroci kar naprej skupaj in zunaj smo se izmišljevali razne igre, ne? Mi smo bili vseh poklicev, razne igre, izdelovali sami igračke razne. Skratka, naša fantazija je res imela krila. Fantazija nam je morala delati, nam je delala, ne? Na veliko. Danes, kar je po eni strani zelo dobro, ne, da otroci zelo veliko po Instagramu, po vsemu temu zvejo novega, ampak mogoče malo preveč, ne, imajo vse servirano
In nimajo več sploh prostora za kakršnokoli fantazijo. To se mi zdi škoda, ne? Ker so vendarle po eni strani so veliko dobili, po drugi strani so pa tudi kar precej izgubili. Tadej Golob vas je obiskoval v Beli, ne? Ja. Kako je to izgledalo? No, razen enkrat je bilo tako, da je on mene čakal na Beli, jaz pa njega v Ljubljani. Tudi to se nama je zgodilo. Drugače pa pretežno so se pa na Beli dobivala kar en lep čas. Ampak je bilo fino, mislim, meni je bilo fino. Jaz sem se z njim pogovarjala, sploh nisem razmišljala, da bi to kdaj kdo kaj bral. Tako, fino sva se pogovarjala, on je meni fina vprašanja postavljal, jaz sem pa seveda zelo veliko govorila, ne. Pol je on meni pošiljal po, kar je napisal, ne, mislim, ampak ni bilo meni kaj treba popravljati, tudi besede, ne. Mogoče kakšno ime, ki ni bilo natančno, ali pa kakšen datum, ker se nekaj, veš, pa mora biti zelo precizna, ker sama ena napaka, pa nobene stvari nam noben verjel, ne, tako da super sva sodelovala. Je to res, da ste se po vsaki predstavi vozili nazaj v Belo? Ja, veliko let, veliko. Ja, ampak to mi ni bilo nič hudega, to... Meni je avto pravzaprav veliko, ne samo prevozno sredstvo, ker nimam nikoli časa, ne, ker je treba še kaj druga, ne sam teater, še kaj druga narediti. In nimam jaz časa tekst ponavljati, ne, pred predstavo. In vem, da sem vedno ponavljala tekst na poti na predstavo v avtu, pa sem imela pol že točen zmerjen, ne. Kakšno vlogo sem bila fertik v Kranju, s kakšno sem bila pred dramo, s kakšno pa sploh nisem bila še fertik. Ja, je bilo tudi na nek način delovno orodje in tako pa. Ne, po predstavah sem se vedno peljala domov, imela sem v začetku spačke, to sem imela najrajš. Imela sem kar par spačkov in sem bila velikrat sred noči, ne, po predstavi, tam polnoči ali kaj takega ali pa še več, pa sneg recimo, pa tako, pa ni bilo še mobitelov, pa ni bilo takega prometa, sem bila več ali manj kar sama na cesti in če se mi je kaj pokvarilo, ni bilo prav fajn, tako da, pol, ko so bili mobiteli, je bilo veliko lažje. Lahko pa poveva, da zdaj, ko se vozite iz Bohinjske Bele v Ljubljano, se pa vozite mimo vašega Dušana, je res? Pa ne samo njega. A ja, to je že na začetku ali pa na koncu vasi, no. Če prideš iz Ljubljane, je na začetku, če nisem kjerkoli drugje, sem jaz itak, tako rekoč vsak dan tam. Ampak ne samo, mislim, da ne bom patetična, ne samo zaradi Dušana, jaz jih imam tam kar veliko pokojnih, od mame naprej, stricev, tet starih, imam Dušanovih staršev, imam kar tako, 1, 2, 3, 4, 5 grobov imam pred sabo, klopco imam pri Dušanovem grobu, to je že on naročil, že za starše svoje, se tam usedem. Ja, in kakor se grozen sliši, ampak meni je na Britofu grozen fajn. Ena taka fajn energija, tako, pa sem zelo vesela, če benga ni, da se mi ni treba nič pogovarjati, se tudi s temi, ne boh nadej, da bi jaz rekla, da zdaj se pa hodim spokojnimi pogovarjati. Jaz že vem, da so tam mi je res fajn, no. Sej zato sem to omenil, ker pokopališča so za vas res nekaj posebnega in jim namenite skoraj eno poglavje v knjigi. In lahko so povsem skromna, ne, nosijo pa močno energijo, ne. Ja, jaz sem res, doma se, ne, moji domači se norca delajo z mene, ker po mojih albumih s potovanj po celem svetu večina fotografij je iz pokopališč. Poglavitna stvar je to, ta energija, ki je drugačna, ki je posebna, pa so to lahko starogrški, inkovski, muslimanski, irski, ne vem, kakšna pokopališča, ampak vse ima neko posebno energijo, kar pomeni, da so vedno, od nekdaj so za svoje pokojne zbirali take posebne prostore. To je ena stvar. Druga, jaz mislim, da na pokopališčih pravzaprav ogromno zveš o deželi, kjer si, o ljudeh, zelo poučno, mislim, kakor rečem, tako malo naumena, ne.
To bi se lahko zdaj pa, mislim, cel čas pogovarjala, ker tle se pa ne bi jaz hitro ustavila, ker to imam pa toliko za povedati. Ampak recimo sam en primer, recimo inkovska pokopališča v Peruju, ja, mislim, da je bilo to. To izgleda tako, kot najlažje opišem kot kakšen silos, ne, pri nas. Tak valjast, ogromen stavba, stebr, in ima eno malo odprtino, ker Inki so bili vendarle manjši, niso bili košarkaši, in so jih dali v stoječ položaj pred tista mala vratca in to tako, da zjutraj, ko je sonce všlo, da jih je to sonce obsijalo, da je na njih sijalo, recimo, ne, to je to. Do recimo teh vojaških pokopališč, ki so čist nekaj druga, Arlington v Ameriki, ampak je tudi neverjetno, ne? Tiste poljane belih križev, pol vidiš, koliko vojn so oni naredili, koliko jih je pač tudi umrl, ni prišlo nazaj iz teh vojn. Ogromno, ampak je tudi fascinantno, tudi ima nekaj posebenega. No, se prav v Arlingtonu so te križi zelo enostavni, ne? Zelo čist beli. Ne? Navaden bel križ in nič drugega. In to je zanimivo, kako vi izpostavite to enostavnost in tukaj se mi zdi zanimiva navezava tudi na igro, kako je pravzaprav lahko kdaj tudi pri gledališki ali pa filmski igri neka drobna gesta, ko se zgodi nekaj čisto majhnega, hkrati je pa izredno nabita z neko energijo, pravzaprav izredno sporočilna in tako kot vi rečete, tudi smrt v gledališču ali pa na filmu je lahko taka. In v Svetju jeseni ste s Klopčičem nekaj takega naredila, nič patetičnega. Ne? Ja, jaz mislim, da je to Klopčič zelo dober naredil. Zelo dober, ne. Malo sem tudi jaz pomagala, a ne. Dobro se je to, da, ja, ker ni, lahko bi bilo ne vem kako patetično, pa bi umirala, pa za srce se držala, pa hvala Bogu ni bilo tako, ne. V bistvu, ko umrejo, vidimo samo hrbata, ne. Ja, v redu. Ne, vedno je tako, ne. Tudi recimo, ko smo se prej pogovarjali o tem cementu, ne, zakaj je bilo to pravzaprav kar precej težek študij. Prijeten, super, ampak ker je tema taka, ne, to sta dva starejša, recimo bivša revolucionarja, ampak ona dva tudi z besedo ne omenita revolucije. Mi vemo, da sta to nekoč bila, ker v prvem delu nastopajo samo mladi, revolucionarni, polni duha, vsa prihodnost je pred njimi, za njima je pa prihodnost že, ne, bila. In on je seveda dementen, hudo bolan, hči ima, umre, ona za vse to skrbi. Niti nismo sigurni, niti do konca nismo hoteli to niti razčistiti, a je ona sploh zaresna ali se le v njegovi glavi prikazuje. Skratka, dva človeka, ki bi rekel, ja, katastrofa nad katastrofo, ampak glih zato smo se tako trudili, ne, seveda s Sebastianom skupaj, da ja, nismo šli čez, ne. Žica je bila to potres pa neskončno tanka, s katere lahko padeš na levo ali pa na desno dol in lahko bi bilo patetično, lahko bi bilo obupno, lahko bi, in smo se zelo trudili pri vsaki besedi, da ja ne bomo šli čez, da ja ne bomo pa delali cirkusa iz tega, tudi iz spoštovanja do tovrstnih ljudi. To je zelo težko, ne? In na filmu, in v teatru držati to, seveda, tle noter je pa toliko več, ne? Noter, napet si pa noter, ne? Noter si moraš biti zelo precizen, zelo natančen, zelo skoncentriran, ampak najtežje je, da potem na zunaj se znaš dostojanstveno malo držati, ne? Dejali ste, ko zavesa pade, je konec. To, kar počnemo igralke, igralci, ni oživljanje. Zdaj pa kdaj, ko opazujem kakšnega igralca, igralko, vidiš, vse deluje, ne, brezhibno, mehanika, giba, izraza na obrazu, ampak pogled je pa prazen. Kaj zdaj s tem oživljanjem in s tem, da tudi v očeh lahko pri igralki, igralcu prepoznaš lik, prepoznaš tisto občutenje pravzaprav v tistem momentu? Ne vem, eni pravijo, da se oživljajo in da zelo dolgo potem z vlogo živijo. Jaz nisem te sorte, no. Jaz se nič ne oživljam, pa ko grefiram dol je konc.
ampak je pa nekaj druga. Ne? Čustveni spomin pa zelo uporabljam. Kaj mislim pod čustveni spomin? Če imaš ti, recimo, ko smo že toliko o smrti govorila, recimo, da imaš na odru za odigrati, da ti nekdo umre, nekdo bližnji, da ti je grozno, ne? Kaj je poleg teh tehničnih zadev, ki jih pač moraš obvladati, s čim si najbolj pomagam? S tem, da se spomnim, ker sem nažalost morala veliko smrti doživeti, biti zraven, se spomnim, kako mi je bilo, kako sem se počutila takrat. A sem z glavo butala v zid? Ne, nisem. Torej tudi na odru ne bom z glavo butala v zid. Ta notranji čut je tisti, ki ti pove, tudi recimo jaz priznam, nisem tista, ki bi se toliko uživljala, da bi na odru zares jokala. Ker so finte, mislim, da se jih pač naučiš. Važen je razmislek, kdaj jokati, kdaj pa ne jokati. In če razmisliš, tle bi bilo pa dobro jokati, je tam ta najbolj močen reflektor in pa gledam v tisti reflektor in seveda solze pretečejo. To so take igralske tehnike. Ja. Ampak nekaj pa je resnično na odru, ko ste prižgali cigareto. In to smemo omeniti, glede na to, da je eno celo poglavje o cigareti. O cigaretih, vse to je čisto... Če bi jo zdaj mogla, bi jo tudi prižgala. Ja, to pa z veseljem. In moram reči, kadarkoli mi je uspel kakšnega režiserja prepričati, da bi bilo zelo dobro, da ona kadi, sem z veseljem. Tako da sem tudi kot kraljica v Hamletu, ki imajo banketa, pa tudi smo imeli sodobne kostume. In sem režiserju tudi predlagala, kaj veš kaj, jaz mislim, da tlele bi bila ona pa kompletna, tle ima viski, ta prav seveda v rok, pa cigaret. In sem bila. Ampak zanimivo pa, da pravite, da ne kadite pa, ko se sprehajate proti vašemu hrastu, ker drevesa imate pa radi, Drevesa zelo, pa vse, kar je v naravi imam rada in me zmeraj srce boli, kadar sekajo drevesa, pa kadar namesto dreves neke štacune postavljajo. Ja, takrat pa ne, takrat pa sploh ne potrebujem cigarete, mislim, dobro, recimo, če hodim tam 2 uri, pa to, se pa usedem, pa enega prižgem, ampak sicer mi pa ne pade na pamet. Recimo, ko sem bila v Andih, v Boliviji, na 6000 pa še nekaj je, tam že tudi v glavnem mestu dol, je zelo redek zrak, ne moreš, tam me je pa res, v Peruju me ni, pa gor, ko sem šla na Himalajo, me ni nič zdeloval. Ampak tukaj pa me kar je mal, in pol imaš za ukazano, ko greš gor, Čakaltaja se imenuje ta gora, moraš 10 korakov narediti, 10 sekund počivati in tako naprej in Bog ne daj kaditi. In jaz, tako kot sem trapasta, 3 dni prej neham kaditi, kot da bi to kaj pomagal. In nisem kadila in greva gor, šle so z Meto Hočevar takrat in fino, jaz pridem na vrh, glava je bila na mestu, srce je bil na mestu, nič mi ni falil. Res pa je, držala sem se 10 korakov, no, pa se pa spustiva mal dol na približno 5000 metrov, tam je bilo tako, kot je na Postojanka, mislim, to pomeni lesena, kaj sem, lopica mala. In Meta vzame ven svoj sendvič, jaz sem pa rekla, veš kaj, Meta, jaz pa moram probati, če tle gre. In vzamem prvo in je šla. In vzamem drugo, tudi je šla. In tudi tretja. No, in pol mi je Meta rekla, veš kaj, niti enkrat več ti ne rečem, da nehaj, ker meni ni pomoči. Z naravo je pa povezan en odlomek iz knjige, ki je vam ljub, del monologa Marije Timofejeve iz Bloden, pa poslušajmo še to. Po mojem sem rekla, sta Bog in narava isto. Tako se tudi vsako pozemeljsko hrepenenje, vsaka pozemeljska solza spremeni v veselje.
In kakor hitro namočiš s svojimi solzami pod seboj pol vatla v globino, se takoj razveseliš vsega. Od tistega časa sem začela moliti, se do tal priklanjati, zemljo poljubljati. Kar naprej sem jo poljubljala in jokala. Le poslušaj, kaj ti pravim, šatuška. Solze pa res niso nič slabega. Pa tudi, če ti ni nič slabega, te vendar solze od samega veselja polivajo. Solze tečejo kar same od sebe, to je res. Včasih sem recimo odšla na breg jezera. Na eni strani je bil naš samostan, na drugi pa naš strmi hrib, ki se mu pravi Igla. Uspela sem se na ta hrib, se obrnila z obrazom proti vzhodu, padla na zemljo in se razjokala. Jokala sem in se nisem zavedala, kako dolgo jokam. Ničesar se nisem spominjala in ničesar nisem čutila. Potlej sem vstala, se vrnila in sonce je ravno zahajalo. Pa kako veliko, kako lepo, kako čudovito sonce. Ja, to je bilo zdaj pa malo drugače, kot je bilo takrat, je bilo boljše, ne, pred enimi 30 leti. Ampak tukaj je tudi moja draga kolegica Ivanka Mežanova, ki smo skupaj sodelovali, uživali v Blodnjah, ne, v mladinskem gledališču. To je bila ena to je ena med ljubšimi predstavami. Zelo lepa, zelo smo uživali. Je v zvočni knjigi težje interpretirati, koliko je lahko teh odklonov med interpretacijo in rekli ste, da pravzaprav svoje zgodbe ne moreš interpretirati, pa kljub vsemu med temi premenami branja svoje zgodbe in potem prehodi v interpretacijo nekih besedil, ker so vmes, ne, v knjigi tudi prisotna. Ja, težko je, ne. Težko je poseben, ne. Jaz vedno, kadarkoli, recimo, sem imela kdaj kakšne, kaj se vem, tako pogovore ali nekaj takega, pa so recimo rekli, a bi mogoče en odlomek iz tega. Ne mogoče, mislim, ker je to iz celote ven, ne moreš tako, kot si vodil, poleg tega, da tlele, seveda sem bila takrat še mnogo mlajša. Potrudila sem se sam smisel prebrati, no, bom rekla, ne kaj druga, ne, smisel tega in zakaj je meni narava tudi toliko. In zakaj mi je bila ta vloga tako draga, tako mila, tako vse najlepše v tej vlogi. Zakaj mi je to bila? Zato, ker je točno tako zelo dober, ne, zadev Dostojevski s tem njenim monologom. Kako bi bilo lepo, če bi bilo veliko takih ljudi na svetu, da bi takole uživali v naravi, ne. Zdaj pa jaz se včasih vprašam, kaj do patentni otroci, no, za nami, do več, kje se imeli sklanjati, ker ne bo več ne bistrih potočkov, ne zelenih trav, ne vseh rožic, že zdaj jih ni, ne, že zdaj jih ni. Kaj šele bo? Ljudje so se menjevali, ampak hiša je bila pa vedno polna. To so vaši spomini na otroštvo, za katere pravite, da se kdaj zdijo 200 let oddaljeni, ne 70. Ampak radio ste pa vedno poslušali in takrat je bilo veselo. Spomini na radijske igre segajo tja nekje v gimnazijo. Pa za konec, kakšno je bilo vaše sporočilo vsem, predvsem pa mladim ob radiju, kaj lahko radio še ponudi? Mislim, radio vsebin, ker danes se komunicira ogromno na številnih ravneh, vprašanje pa koliko se pove. Ja, jaz sem najbrž en teh bolj redkih ljudi, ne vem, ali pa jih je veliko, jaz pa radio še zmeraj ogromno poslušam, oziroma meni mora radio doma, zjutraj ga pržgem, ko grem spat, to je ponavadi ob 3-4 zjutraj, ga pa ugasnem. Ker tam dobim vse informacije,
nimam časa se usesti pa časopis brati ponavadi, dobim vse to na radiju, zraven pa se pa vendarle še dobi, no posebno na tem programu Ars, da tudi kaj uživaš tudi v kakšni umetnosti pa ker tega je bilo pa včasih tudi na prvem programu, pa na vseh, se po moje bil takrat, ko sem bila jaz toliko stara, sam prvi program. In je bilo teh literarnih večerov, radijskih iger. In jaz sem to tako, ni bilo še televizije niti, ne. In jaz sem to zvečer, jaz sem tako poslušala, jaz sem tako uživala. Seveda moj spomin je bil takrat še zelo svež in sem si zelo veliko tudi zapomnila. Pol sem komaj čakala, da so šli vsi spat. Pol sem pa jaz sama sebi obnavljala vse te igre pa vloge pa mislim, recimo tudi za sprejemen izpit na akademijo. Saj po moje, če bi jaz to danes slišala, jaz bi se glavo prijela, koga je bilo to. To je bil en sam patos, ampak jaz sem po radiju slišala pismo Onegina, Tatjane Onegini. Kako je bilo to fajn. Ja, jaz sem se to vse na pamet naučila s poslušanjem. In jaz sem to zbrala za sprejemen izpit na akademijo. Torej, to je moralo biti grozno, to je moral biti en tak patos, pa tako. Ampak tako sem, meni je radio pravzaprav približal bolj ta poklic. Saj drugega ni bilo, ne. Televizija je majhen kasneje šele prišla. To smo imeli črno-belo in na začetku smo imeli v vas en takole majhen televizorček je bil črno-bel in smo ga imeli v mladinskem domu, takrat sem imel mladinski dom in potem smo hodili, smo rekli, gremo na televizijo, pa smo takole stoli so bili, pa smo se usedli kot v kinu, pa smo gledali televizijo. Tako da radio je bil v bistvu tisti, ki ti je vse dejal. In tudi danes, ne, ko imaš vse na Instagramu, ampak tam je nekako jaz bi svetovala, no, če druga ne, saj ko se vozijo v avtu, da imajo prižgan radio, ne. To je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. Žiga Bratož sem leta 2022 z igralko Mileno Zupančič posnel pogovor, ki smo ga ponovili ob njenem slovesu. Tonsko podobo sta oblikovala Damjan Rostan in Liam Samsa.